Dragi otroci, danes bi vam rada povedala zgodbo o dečku po imenu Miha in o njegovi modro-rdeči majhni ladji. Miha je bil deček, ki je oboževal morje in ladje. Najrajši je imel, ko je lahko cel dan stal na pomolu in opazoval, kako so ladje priplule in odplule iz pristanišča. Za svojimi starši je Miha živel v mestu, ki se je nahajalo blizu velikega jezera. In njegova največja želja je bila, da bi nekoč imel svojo ladjo, ki bi plula po teh modrih valovih. Nekega dne mu je oče predlagal: "Pa Miha, zakaj sam ne izdelaš ladje? Jaz ti bom pripravil ves material in lahko si izdelaš ladjo v moji delavnici, v moji trgovini." In to je prineslo radost v Mihčevo srce. Nedolgo potem je Miha ponosno pokazal svojo izdelano ladjo očetu. Koliko ljubezni je vložil v izdelavo. Pobarval jo je z modro in z rdečo. Jadra pa so ostala bela. In Miha je to ladjo imel rajši, kot bi imel katerokoli drugo, saj jo je izdelal čisto sam. Res je, da ta ladja ni mogla nositi ljudi, toda lahko pa je plula po valovih jezera in to je bil njen namen. Nekega sončnega dne je Miha z ladjo v roki odšel dol k jezeru. Skočil je v vodo in ves srečen plaval naokoli med tem, ko je opazoval svojo ladjo. Seveda jo je on vodil in skrbno jo je držal za vrvico, da ne bi odplula vstran. Igra je potekala v redu. Bilo je vse mirno. Toda naenkrat je Miha zaslišal zvok požarnega alarma. Motor gasilskega avta se je slišal že od daleč. Miha je skupaj z gručo ljudi, ki so bili pri jezeru, stekel ven iz vode. Bil je velik požar. Zrušil se je cel mestni blok. In Miha je še dolgo moral čakati z gručo ljudi na varnem mestu. Potem pa so se njegove misli vrnile k njegovi igrači. Šel je malo stran in pogledal v vodo, da bi poiskal svojo ladjo. Toda ni je mogel najti. Odšel je do pomola, ali bi mogoče tam bila lahko njegova ladja. In tudi tam je ni bilo. Ves potrt in žalosten je Miha odšel domov in vse povedal svojemu očetu. In ta mu je seveda predlagal, da mu bo kupil novo. Toda Miha je rekel: ne želim nove, ker nikoli ne bo takšna kot ta, ki sem si jo izdelal sam." Tako so minili tedni in Miha se ni mogel igrati za svojo ladjo. Potem pa se je enega dne zgodila ena zanimiva stvar. Miha se je tako kot običajno z svojim očetom sprehajal po glavni ulici in naenkrat skozi okno trgovine zagledal svojo ladjo. "Ati, pa to je moja ladja," je rekel Miha. "A si prepričan?" je vprašal oče. "Ja, sem prepričan, 100%. Poglej tale znak na sprednji strani." Ampak tale ima ceno," je odgovoril oče. Vstopila sta. Miha je pogledal prodajalca in na začudenje svojega očeta rekel: "To ni vaša ladja." Oče je potem prijazno razložil prodajalcu zgodbo za tole majhno ladjo. Prodajalec jima je razložil, da je tole ladjo kupil od nekega ribiča prav tistega večera velikega požara. Obrnil se je k Mihi in rekel: "Poglej, takole bova naredila. Prodal ti bom ladjo za isto ceno, kot sem jo jaz kupil od ribiča. Bo tako v redu?" In Mihčev srečen pogled je dal odgovor. Miha je za svojim lastnim denarjem kupil svojo ladjo. Ko sta z očetom odhajala iz trgovine, je Miha pogledal svojo ladjo in rekel: "O, moja ladja, zdaj si dvakrat moja. Prvič si moja, ker sem te jaz naredil.
In drugič, moja si, ker sem te kupil. In tako kot tale Mihčeva ladja, smo tudi mi ljudje, ki smo odpluli stran od Boga. Ampak Bog nas je tako zelo ljubil, da je poslal svojega sina, Jezusa, na svet, da bi odplačal ogromno ceno za naše grehe in da je njegova kri bila prelita na križu Golgote, da bi lahko mi imeli večno življenje in da bi lahko spet bili njegovi. In zdaj smo dvakrat njegovi. Prvič smo Božji, ker nas je Bog naredil, in drugič smo njegovi, ker nas je odkupil in je odplačal ceno za naše grehe. In če sprejmemo Jezusa v svoje srce in kot svojega odrešenika, lahko postanemo Božji otroci. Ustvaril Bog me je povsem, ljubi me takšnega, kot sem. Njegova jaz zamisel sem, zame stvari ima velike. In zaradi tega srečen v srcu svojem sem. Na tenoj moj pogledi. Njegov jaz sem otrok in zaradi tega srečen v srcu svojem sem. Ustvaril Bog me je povsem, ljubi me takšnega, kot sem. Njegova jaz zamisel sem, zame stvari ima velike. In zaradi tega srečen v srcu svojem sem. Na tenoj moj pogledi. Njegov jaz sem otrok in zaradi tega srečen v srcu svojem sem. Na tenoj moj pogledi. Njegov jaz sem otrok in zaradi tega srečen v srcu svojem sem. 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 Na tenoj moj pogledi. Njegov jaz sem otrok in zaradi tega srečen v srcu svojem sem. Na tenoj moj pogledi. Njegov jaz sem otrok in zaradi tega srečen v srcu svojem sem. Srečen v srcu svojem sem.